nas zanima, kaj vse si lahko pogledamo na tej razstavi. Na tej razstavi lahko opazujemo spremembe življenja na našem planetu. Kaj pa lahko vidimo tukaj v tem prvem delu razstave? Ta prvi del je namenjen predstavitvi spreminjanja neživega sveta. Spreminjali so se položaji celin in tako naprej. Ko pa se je pojavilo življenje, se je tudi to razvijalo skozi evolucijo. Kakšno spremembo pa je povzročil tale asteroid? Asteroidi so padali večkrat in povzročili velike katastrofe. Mogoče najbolj znana pa je tista, ki je povzročila izumrtje dinozavrov na koncu srednjega zemeljskega veka. Zakaj pa je en del razstave rdeč, drugi pa zelen? Zelen del prikazuje to, kar se v naravi spreminja po naravni poti. Rdeč del pa je tisti, ki ga povzroča človek in te so vedno bolj velike in uničujoče. Zakaj pa je ta svižec v rdečem? No, to je ena sprememba, ko je človek povzročil nekaj pozitivnega. Svizec je včasih živel tudi v naših gorah, potem pa je po naravni poti sicer izumrl, vendar smo ga ljudje kasneje naselili k nam in zdaj lepo prosperira tudi v naših Alpah. Tam živi in se razmnožuje in jih je kar veliko. Tamle je ena igrica, interaktivna, na kateri lahko vidva preizkusita, kako se spreminja življenje v morju med plimo in oseko. Gor, takrat se morska gladina dvigne, dol in se morska gladina spusti kot ob oseki. A tukaj pa vidimo spremembe v gozdu? Ja, gozd je za Slovenijo zelo pomemben, ker pokriva več kot polovico naše površine. Tukaj pa so prikazane spremembe življenja v gozdu podnevi in ponoči. Ko vstopimo, je tema in prikazani so nočne živali. Ko pa pritisnemo gumb, nastane dan in lahko opazujemo živali, ki jih lahko vidimo v gozdu podnevi. A tukaj so pa spremembe v jamah? Ja, kraške jame so tudi značilnost Slovenije in tukaj imamo prikazano, kako zelo počasi rastejo kapniki. Poglej, koliko še manjka tukajle, a ne? Zgoraj pa tudi raste. Ja, oba rasteta. Tukaj se izloča siga in spodaj se izloča siga. In po 10 000 leti nastane kar lep kapniški steber. Kaj pa nam prikazuje tale lučka tukaj? Tale ne samo lučka, ampak cela predstavitev prikazuje učinek tople grede. Namreč sončeva svetloba prihaja na Zemljo in se od Zemlje odbija. Ker pa človek spušča veliko plinov, ki to svetlobo in toploto zadržujejo, se ta ne vrne nazaj v vesolje, ampak ostane tukaj pri nas, zato se naš planet segreva. Toplo je zelo. Veliko toplejše od zunaj. Ja, tako učinkujejo te spremembe na naš planet, da se ta segreva in zaradi tega se nam obetajo velike poplave, nevihte, vetrolomi in podobno. Kaj pa pomeni ta številka tukajle? Ta številka pa prikazuje, koliko živalskih vrst naj bi izumrlo v 4 mesecih, odkar je na ogled ta razstava. Ta številka je do danes 9532. Ja, izjemno hitro danes izumirajo rastlinske in živalske vrste. Kako pa je človek kriv, da živalske vrste izumirajo? Izumirajo vsi organizmi. Človek namreč zelo spreminja okolje, omenili smo že podnebne spremembe, gradimo ceste, gradimo naselja, izsekavamo deževni pragost. Kaj pa mi lahko naredimo, da lahko pomagamo Zemlji? No, skozi tale labirint se podamo in lahko razmislimo o tem, kako vsak dan v svojem življenju ukrepamo, kako delujemo, kakšne stvari uporabljamo in kaj lahko naredimo, da bi preprečili to propadanje našega planeta. V bližnjo telovadnico se odpravim peš ali s kolesom ali z avtomobilom. Kaj bi ti izbral, Simon? Je bi šel kar peš. Odpadno olje zlijem v stranišče ali v za to namenjen zbiralnik? Je bi v za to namenjen zbiralnik. Invazivno, tujerodno, okrasno rastlino izkopljem in uničim ali posadim na svojem vrtu. Izkopljem in uničim. Perilo sušim na zraku v sušilnem stroju. Na zraku na balkonu.